Lepo pozdravljeni in dobrodošli na novem predavanju iz cikla, ki ga organiziramo alumni Slovensko-ameriške izobraževalne fundacije oziroma na kratko ASEF skupaj z Mladinskim centrom Domžale. Na današnjem predavanju nam bo Lara Jerman predstavila svoje raziskovalno delo pod naslovom Evolucijska zgodovina 2658 rakov. Lara Jerman je obiskovala gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik, kjer je zaključila splošno maturo s pohvalo. V času srednje šole se je udeležila več internacionalnih tekmovanj iz matematike, kemije in lingvistike. Po zaključeni maturi se je odločila za študij biokemije na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ki ga je uspešno zaključila z diplomskim delom iz področja bioinformatike. Po zaključenem tretjem letniku biokemije je sodelovala z Evropskim laboratorijem za molekularno biologijo na projektu, o katerem bomo več slišali na današnjem predavanju. Trenutno pa nadaljuje z magisterskim študijem računalništva in matematike v Ljubljani. Lara je poleg študija zelo dejavna tudi na mnogih drugih področjih, saj že od srednje šole naprej sodeluje z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije, kot mentorica na delavnicah in poletnih šolah iz logike ter sodeluje pri sestavljanju problemov iz logike, ki se uporabljajo na nacionalnih tekmovanjih. Prav tako sodeluje s TV oddajo Male sile celice, za katero piše eksperimentalna vprašanja. Tekom magistrskega študija pa deluje tudi kot študentska raziskovalka v skupini, ki raziskuje na področju komputacijske biologije. V letu 2019 pa je postala Junior ASEF Fellow. Kot ASEF Fellow je obiskala profesor Mateo Jamnik na Univerzi v Cambridgeu v Združenem kraljestvu, kjer je izvajala projekt na področju umetne inteligence. Zdaj pa bom nekaj besed namenila opisu Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije. ASEF je neprofitna organizacija z mislijo krepitve izobraževalnih in znanstvenih odnosov med slovenskimi znanstveniki in študenti iz celotnega sveta. ASEF ima vzpostavljeno tesno sodelovanje z več kot 30 prestižnimi in svetovno priznanimi univerzami, kot so Harvard, Princeton, Stanford, Columbia in University of California, Berkeley. Organizacija vsako leto vedno več slovenskim študentom omogoča strokovno štipendijo na eni izmed vrhunskih univerz, kjer študenti sodelujejo s priznanimi profesorji in delujejo na aktualnem raziskovalnem projektnem delu. Poleg strokovne odličnosti ASEF skupnost povezuje tudi skrb za slovensko izročilo ter vrednota vzgoje značaja ter zavzetega dela v službi skupnosti. ASEF štipendijski program ponuja 2 vrsti štipendij za raziskovalni obisk v tujini in za raziskovalni obisk v Sloveniji. Prijavijo se lahko vsi študenti iz vseh stopenj, ki študirajo v Sloveniji ali tujini in seveda so pač slovenski državljani, ter študenti slovenskih korenin, ki živijo v tujini in želijo priti na prakso v Slovenijo. Kdaj potekajo prijave? Vsako leto ob koncu leta in za izvedbo v naslednjem letu. ASEF štipendijski program za slovenske študente, ki želijo oditi v tujino, poteka 3 leta. Prvo leto se študenti udeležijo 10-tedenskega raziskovalnega obiska pod mentorstvom slovenskega profesorja na strokovnem področju na univerzi oziroma na raziskovalnem inštitutu. Štipendiste gostijo slovenske družine in spodbuja se, da se štipendisti pač spoznajo za slovensko skupnostjo v kraju, v katerem pač se gostujejo. Drugo in tretje leto pa pač obstaja možnost nadaljevanja raziskovalnega dela, potem, da se nadaljuje izobraževanje in druženje preko team buildingov, večerij, predavanj, tečajev in ostalih aktivnosti, ter seveda nekako vračanje družbi ter tudi prek sodelovanja v na primer teh predavanjih. ASEF vsako leto tudi organizira take večje gale. Vsako leto se organizira gala v ZDA, kjer se podeli nagrado za življenjsko delo. V letu 2015 pa je dobila nagrado za življenjsko delo Mia Rodem. Letos pa je prvič potekala tudi gala v Sloveniji,
zgodijo se pa februarja, dobrodelni ples se je pa dogajal skupaj z Rotary klubom Ljubljana. Okej, toliko iz moje strani. Preden pa predam besedo Lari, bi vas pa še rada opozorila na to, da lahko postavljate vprašanja preko povezave www.sli.do in na Twitterju s hashtagom #ASEF_mladi_uni. Sedaj pa prosim Laro, da prevzame besedo. En lep pozdrav še z moje strani. No, moja predstavitev bo v bistvu sestavljena iz 2 delov. V prvem bom najprej malo razložila in opisala svojo izkušnjo ASEF Junior Fellow, mojega obiska, ki sem ga opravila lani jeseni. Potem v drugem delu predstavitve bom pa predstavila raziskovalno delo na področju naslova današnjega dogodka. Na koncu bo pa čas za vprašanja, tako da karkoli se vam sproti porodi, lahko napišete na tisto stran, ki jo je Tanja omenila, pa se bom potrudila na koncu odgovoriti čim več. Pa kar začnimo. No, jaz sem se v okviru ASEF-a lansko jesen odpravila na obisk v Anglijo, na Univerzo v Cambridgeu, kjer sem delala pod okriljem profesorice Mateje Jamnik. Imela sem to srečo, da sem v bistvu obisk opravljala prav v času, ko so študenti imeli enega izmed svojih semestrov, tako da se je res veliko dogajalo na univerzi na vsakem koraku. Tukaj zgoraj desno na sliki vidite nekako notranjost stavbe tako imenovanega Computer Laba, v katerem ima raziskovalno skupino tudi profesorica Jamnik. Tam sem imela svojo pisarno, delila sem jo v bistvu skupaj še z drugo ASEF-fellow Urško Matjašec, ki je bila nekaj časa tam istočasno kot jaz. Njo boste lahko že zdaj povem slišali na naslednjem predavanju. Drugače pa je nekako to raziskovalno življenje potekalo, tako da sem delala na svoji temi. Potem sem bila pa tudi vključena v to delo skupine, se pravi, enkrat na teden smo imeli sestanke skupine, kjer smo debatirali o kakšnih idejah, tem, kaj bi se dalo narediti naprej, kako nam gre pri naših projektih. Potem so bili razni drugi dogodki, razni gostujoči govorci. Lahko sem šla tudi poslušati kakšno predavanje študentov, če me je kaj zanimalo. Bili so tudi različni dogodki, karierni sejmi, kjer pridejo razna velika podjetja potem snubiti diplomante, da bi se pridružili njihovim programom, pa take stvari. Hodila sem tudi na zelo zanimivo serijo predavanj o etiki in matematiki, skratka, res tako imela sem priliko se strokovno precej razviti, po drugi strani pa tudi raziskovalno. Moja tema raziskovanja na tem obisku je bila pa v bistvu nekako integracija bioloških podatkov za napovedi pri umetni inteligenci. Ponavadi v kontekstu raka. Ponavadi uporabljamo podatke o genskih ekspresijah, ki nekako podajajo nek podatek, ki je specifičen za pacienta, koliko je določen gen izražen v pacientu. Imamo pa o genih tudi veliko splošnega znanja, biološkega, ki je zbrano v teologijah, in cilj je bil, da bi nekako vključili tudi to biološko znanje in ga skombinirali skupaj z podatki o pacientu za nekako boljše napovedi v kontekstu. Sicer sem imela to srečo, da sem v času svojega obiska dobila sobo v Lucy Cavendish Collegeu, enem izmed collegev, ki sestavljajo univerzo, tako da sem imela res priliko okusiti tisto pravo študentsko življenje v Cambridgeu. Sem se pa poskušala tudi vsak trenutek, ki je bil prost in ni bil porabljen na raziskovanju in takem delu, izkoristiti za vsako priložnost, ki se je pojavila. Že v prvem tednu sem se odpravila na sejem, kjer so bile predstavljene mnoge aktivnosti, ki se dogajajo na univerzi.
In potem sem se tega je v bistvu pri njih, kar se spomniš, to pa imajo, tako da mnogi tudi pridejo na univerzo v isti meri zaradi vseh vsebin, ki jih dobiš po akademski plati in tudi vseh priložnosti, ki jih dobiš izven samega dela. Jaz sem se ukvarjala s športi, igrala sem nekaj košarke, vsako nedeljo smo šli v telovadnico na lokostrelstvo, že na vse zgodaj zjutraj, ampak potem smo šli pa skupaj še na nedeljski brunch v eno izmed teh impresivnih jedilnic in nadaljevali z raznimi diskusijami. Tako da to je bila taka fina tradicija med mojim obiskom. Hodila sem recimo tudi na balet, zato da sem ohranjala kondicijo in moj učitelj tam recimo je bil nekdo, ki je v bistvu hodil na Juilliard, ampak se je potem poškodoval in zdaj dela doktorat na Cambridgeu. Skratka, to se mi je zdela neka taka največja vrednost vseh teh izkušenj, da si na vsakem koraku spoznal res zelo zanimive ljudi in si se lahko z njimi pogovarjal res pestrim naboratim. Zelo zanimivi ljudje so bili tudi gosti v Cambridge Union, ki je zelo stara debatna društvo, kjer gostijo razne goste s področji strokovnih, raznih zabavnih. Preizkusila sem se tam tudi nekaj malega v debatiranju. Potem imajo tudi zelo živahno sceno gledališča, ki ga vodijo študenti, vsaj 4 nove predstave vsak teden, kar je res neverjetno. Zelo spontano sem se celo pojavila na hitro na odru v Shakespearjevem viharju. Drugače sem se pa preizkusila tudi v veslanju, to je za Cambridge kar stvar, ki jo moraš početi, mogoče ne po noči, tako kot smo to počela jaz, ampak ni bilo mogoče toliko razgledov, bilo je pa zanimiva izkušnja vseeno. Šli smo na Harry Potter kviz, za Noč čarovnic sem bila na nekem interpretativnem branju strašnih, srhljivih zgodbic, res take dogodivščine so se dogajale ves čas mojega obiska. Potem so še te formalne večerje, ki so značilne za college življenje v takih jedilnicah, ob svečah. Bili so tudi še kakšni obiski v pub, za spoznavanje kulture angleške. Srečala sem se s kar parimi starimi prijatelji, spoznala sem tudi nekaj novih, med njimi tudi Slovence. Zdaj prav nekih slovenskih dogodkov tematskih v tej okolici v času mojega obiska ni bilo. Smo imeli pa v bistvu že v samem laboratoriju kar tako neko skoraj slovensko kolonijo. Včasih nas je več kot polovica ljudi v sobi znala slovensko, bila je profesorica, bila sem jaz pa Urška nekaj časa, pa še nek postdoktorski raziskovalec, ki je v bistvu tudi ima slovensko državljanstvo, tako da slovenske kulture vseeno ni manjkalo. In se mi zdi, da vse te priložnosti in izkušnje, tako akademske kot drugačne, so mi res dale veliko lepih spominov in jim predvsem omogočile osebno in profesionalno rast. In mislim, da sem od tega res veliko odnesla. Tako da res priporočam to izkušnjo, če kdo razmišlja, da bi se prijavil. In sem hvaležna ASEF-u, da mi je omogočil. Poleg vsega tega mi je ostalo še dovolj časa za kakšen obisk Londona. Ogledala sem si nekaj predstav na West Endu, ogledala sem si Harry Potter film z živim orkestrom spremljevalne glasbe. Obiskali sta me tudi 2 prijateljici in smo se odpravili na drsališče pred Natural History Museum. Lahko povem, da so Angleži obupno nevarni na drsališčih, ampak izkušnja je bila vseeno lepa. Sem se pa enkrat tudi odpravila v Kingston,
To je pa neka majhna vas, nekaj kilometrov iz Cambridgea. Tam se pa nahaja Evropski inštitut za bioinformatiko v okviru Evropskega laboratorija za molekularno biologijo, kjer sem pred časom opravljala tudi prakso in sem obiskala svojo staro raziskovalno skupino. Kaj več o tem bi pa povedala kar v naslednjem delu predstavitve, ki se bo pa nanašal na raziskovalno delo. Zdaj, v tem delu bom poskušala predstaviti raziskavo na področju biologije raka, ki je večinoma bila izvedena s pomočjo podatkovnih analiz. Trudila se bom biti res čim bolj razumljiva in poljudna. Če pa so kakšnakoli vprašanja, pa jih napišite na aplikacijo in se bom res potrudila čim več in čim bolj odgovoriti. Pa za začetek naredimo nek tak uvod v to, kaj rak je in kako nastane. Zdaj, načeloma, kaj rak je, nekako vsi vemo, ne? Pogosto velik del od nas se je že srečal s tem, mogoče med bližnjimi, kakorkoli. Večinoma ga poznamo s strani bolezni, je tudi to svetovno drugi najpogostejši vzrok smrti. Ampak danes ga bomo gledali ne z vidika bolezni in simptomov in teh stvari, ampak se bomo bolj osredotočili na njegove biološke značilnosti, na to, kako nastane, kako postane tak, kot je, kakšni procesi to vodijo, in poskušali nekako ga razumeti s te strani. Ena stvar, ki je, da rak pravzaprav ni enotna bolezen. To je v bistvu izraz za celo družino obolenj. In tej družini je predvsem skupna neka nekontrolirana prekomerna rast in množitev določenih celic, ki niso normalne. Recimo tukaj vidimo na tej sliki, vidimo normalne te celice in mi vidimo neke celice, ki izgledajo malo drugačne, začenjajo se širiti hitreje kot ostale. In druga stvar, ki je značilna za rakasta tkiva, je pa, da ima sposobnost invazije drugih tkiv. Recimo s časom potem lahko v tem primeru prebije to membrano in se razširi v druga tkiva. Zdaj, okoliška tkiva se lahko skupaj celic neposredno vraste, odmaknjena pa lahko doseže tako, da v bistvu celice nekako zaidejo v obtočila, recimo v kri, in se potem zasidrajo na nekem drugem koncu telesa, v drugem tkivu, in potem tam tvorijo recimo metastaze, sekundarne tumorje. Tumorji potem nekako lahko povzročajo neke fizične blokade, neke kemijske neravnovesja, in v bistvu s tem prizadanejo telesno funkcijo. Rake pogosto klasificiramo glede na to, kje se nahajajo. Tukaj imamo nekaj primerov na možganih, na trebuhu, na ščitnici, na pljučih, na jetrih, skratka. To je ena izmed klasifikacij, ki nam je najbolj znana. Drug način klasifikacije je potem, iz kakšne vrste celice se je tumor razvil. Večina rakov, tam okrog 90% so karcinome, kar pomeni, da so se razvile iz epitelijskih celic. Skratka, še vedno pa te kategorije rakov niso enotne bolezni, niti ko jih razdelimo po delih telesa in po tipih celic. Da pa bi to bolje razumeli, si moramo najprej pogledati, kako rak sploh nastane. Zdaj, v našem telesu se celice ves čas množijo. In ob vsaki delitvi celic načeloma ostane dedni material enak, ampak v praksi se ob vsaki delitvi pojavi od 1 do 10 novih mutacij, torej nekih napak v prepisu DNK. In ta proces
teče dejansko celo naše življenje, od trenutka, ko nastane zigota, od takrat naprej, do smrti. In ta proces je v bistvu sestavni del tako zdravih kot rakastih tkiv. To ni neka stvar, ki je v osnovi bolezenska. V bistvu gre dejansko za čisto navadno proces staranja. Je pa tako, da lahko določeni okoliščine pa to nabiranje mutacij pospešijo. Recimo kajenje, ki predstavlja nek dodaten stres, ki povzroča večje število mutacij. Lahko pa gre tudi za kakšne genetske okvare, recimo popravljalnih mehanizmov, in potem se pospeši število mutacij, število napak, ki jih dela. Skozi leta se tako v celicah postopoma nabirajo neke genomske spremembe, kot so točkovne mutacije. To pomeni, recimo, da je ena črka v zaporedju napačna, do recimo sprememb števila kopij kromosoma oziroma delov kromosoma. Navadno imamo po enega od vsakega od staršev, ampak včasih se kakšen del izgine, kakšen del se podvoji, in pa strukturne spremembe. No, in v bistvu, ko ta proces teče, na začetku smo imeli neko skupno celico in potem s časoma dobimo celice, ki se v bistvu med seboj razlikujejo. Vsaka veja potomcev se je nabrala neke nove mutacije in razlikuje se tudi od izvorne celice po genetskem materialu. In to je v bistvu nekako populacija, in nekatere izmed teh celic bojo morda bolje prilagojene svojemu mikrookolju in bojo imele selekcijsko prednost, ker se bojo lahko hitreje množile, iz njih bo nastalo več celic potomk, ki bojo potem predstavljale večji delež populacije. Temu procesu pravimo klonska ekspanzija oziroma razširitev. In ta proces je v bistvu delovanje evolucije, ki smo jo načeloma bolje poznamo na razvoju vrst, ampak deluje tudi na populaciji celic, ki se tudi nabirajo mutacije, spreminja se dedni material, ki se deduje na potomce in v bistvu teče nekako tak ekvivalentni proces. Se pravi, nekatere mutacije v našem telesu so take, da dajo to prednost pri selekciji. Primeri takih mutacij so recimo mutacije genov, ki spodbujajo rast in množenje celice, oziroma genov, ki zavirajo in omejujejo celične delitve in omejujejo, kako dolgo lahko celica preživi. Potem se lahko celica hitreje pomnožuje oziroma dela več potomcev čez svoje življenje. In nekako selekcija za take celice, evolucijsko, je pozitivna, ampak to so celice, ki vodijo v rakavost. Se pravi, evolucija naših telesnih celic je v bistvu ta stvar, ki dejansko vodi do nastanka raka. In mutacije, ki imajo to prednost selekcijsko, imenujemo gonilne mutacije. In te mutacije so nekako jedro razvoja raka. Zdaj, večina teh mutacij, ki se nabirajo v našem telesu, je pa selekcijsko nevtralnih, torej nimajo vpliva na selekcijo. In tem mutacijam pravimo spremljevalne mutacije. Zdaj, ta sam proces se nadaljuje enako tudi potem, ko je tkivo že rakasto. Še vedno se nabirajo nove mutacije, nekatere so gonilne, in nekako se tkivo na ta način lahko še naprej razvija in tudi prilagodi spremembam v okolju. Se pravi, večina tumorjev se v bistvu razvije iz ene same celice, in potem to je nek zadnji skupni prednik, in potem se nekako nabirajo nove mutacije, kakšna je gonilna in pride do nove klonske razširitve, in potem posledično dobimo del populacije, ki se od preostalih razlikuje, ker imajo nosijo neke drugačne mutacije. In imajo neke drugačne lastnosti.
In zdaj na tej sliki recimo vidimo, v začetku imamo normalno celico, nabirajo se mutacije, ki nekako povzročijo nastanek tumorja, ki je na začetku sestavljen iz takih celic, potem se ustvarjajo nova mutacija, nastane neka ta podpopulacija, ki je drugačna, potem recimo tukaj pride do zdravljenja, po zdravljenju ponavadi nekako spremenimo okolje in se tumor včasih potem prilagodi in je neka nova mutacija, ki mu omogoča preživetje zdravljenja. Potem kakšen klon pa odtava kam drugam in tvori metastazo morda. Zdaj te vse spremembe, ki se nalagajo nekako in tvorijo potem rakasto celico, prevzamejo nadzor nad določenimi celičnimi potmi in da se izogibajo običajnim omejitvam rasti, spremenijo morda mikrookolje, da jim bolj ustreza, da podpira njihovo to prekomerno rast in pomnoževanje, napadajo tkiva, sosednja oddaljenja in se izogibajo imunskemu sistemu. Ampak za to obnašanje ni nekega mehanizma, ki bi bil splošen. In vsak posamezni rak je rezultat nekega naključnega vzorca iz nabora teh potencialno bolezenskih sprememb. In nekako zato pravimo, da rak ni enotna bolezen, oziroma je praktično vsak rak čisto svoja bolezen. Ampak določeni raki med seboj so si seveda precej bolj podobni kot določeni drugi. In važno pa je, ker te razlike v mehanizmu potem pogosto vplivajo tudi na to, katero zdravljenje bo uspešno, oziroma kakšno bo napredovanje bolezni. In zato se v zadnjem času na tem področju uveljavlja personalizirana medicina, ki v bistvu nekako vsakega, glede na lastnosti, karakteristike vsakega posameznika in njegovega stanja, poskuša z napovednimi modeli predvideti, katera način zdravljenja bo potencialno najbolj uspešen, kateri izgleda najbolj obetaven. Okay. Toliko za začetek za uvod o raku in njegovem nastanku in evoluciji. Zdaj pa bom v nadaljevanju predstavila delo, ki je nastalo pod okriljem konzorcija PCOG, kar stoji za Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes, oziroma to je analiza celotnih genomov vseh vrst raka. In to je v bistvu najbolj celovita in masovna analiza genomov raka doslej. In v njo je bilo vključenih več kot 1300 znanstvenikov z več kot 700 inštitucij in 4 celin, kar je v bistvu povzročalo tudi mnogo težav, zapletov pri recimo podatkih, ker genom to so precej ogromni podatki, tisoči genomov so še bolj ogromni podatki. Kako so ti podatki na voljo raziskovalcem, potem so izzivi pri ohranjanju osebnih podatkov, ker to so osebni podatki pacientov, ki morajo biti zaščiteni, in ker so dela po vsem svetu, seveda paše različne pristojnosti različnih zakonodajnih sistemov, skratka, veliko ljudi se je ukvarjalo s tem, da je z mnogimi detajli za to, da so se te raziskave lahko zgodile. Ta konzorcij v bistvu ima mnogi tehnične ekipe, pa tudi 16 delovnih skupin, ki so se ukvarjale z raziskovanjem in v bistvu s posameznimi vidiki genetike raka, nekako tematsko razdeljene. In glavni rezultati so izšli letos februarja v reviji Nature, kjer je bilo objavljeno 6 glavnih člankov, še 16 jih je bilo istočasno objavljenih v drugih revijah, ki spadajo pod Nature, mislim, da Nature Communications, pa Nature Genetics. Bili so pa tudi že prej določeni članki, ki so išli že pred tem. Ampak nekako v bistvu cilj je bil tak pregled z vseh različnih vidikov. In za razliko od prejšnjih raziskav, ki so se večinoma osredotočale na
dele genoma, ki zapisujejo za proteine, je šlo pri tem projektu v bistvu za analize celih genomov. In najprej, v bistvu, da se je karkoli od teh analiz lahko počelo, je tehnična skupina v bistvu zbrala neobdelane podatke genomov različnih raziskovalnih skupin, ki preučujejo različne vrste raka. Skratka, zbrali vse te podatke, potem so jih poravnali zaporedje na človeški genom in jih v bistvu enotno obdelali. To je ena stvar pri tem, da so res vsi podatki šli skozi enake procese. In na koncu je nastala neka podatkovna zbirka, ki so pofiltrirali, so bili vključeni v njej samo res genomi visoke kvalitete. In takih je bilo v bistvu 2658 genomov različnih tumorjev, različnih pacientov, različnih primerov raka. In potem so z že uveljavljenimi algoritmi identificirali enonukleinske polimorfizme, to je v bistvu sprememba ene črke v zaporedju. Potem spremembe števil kopij kromosomov in razne take in drugačne informativne podatke. Identificirali so tudi verjetne gonilne mutacije, pa označili tiste, ki so že potrjene. Potem na koncu je iz tega prišla neka enotna, obširna in bogato anotirana zbirka, ki je predstavljala šele izhodišče za nadaljne analize in raziskovanje biologije raka iz mnogih pogledov. No, sama raziskava, ki jo bom predstavila, je nastala v okviru delovne skupine za heterogenost in evolucijo, v njej kjer sem tudi sodelovala jaz. In sicer sem bila poleti 2017 na raziskovalnem obisku na Evropskem inštitutu za bioinformatiko v Kingstonu. To je v bistvu na nekem kampusu sredi ničesar. In tam sem bila v bistvu vključena v raziskovalno skupino doktorja Morica Gerstanga, ki je bil tudi moj mentor. Tam sem preživela 9 tednov in delo, ki sem ga počela v tem času, je bilo navezano na ta projekt. Na koncu so bili ti podatki tudi vključeni v članek, Evolucijska zgodovina 2658 rakov, ki je bil eden izmed tistih, ki so februarja išli v reviji Nature. Sam cilj te specifične raziskave je bil na podlagi teh podatkov, PICOG, te podatkovne baze genomov, rekonstruirati neko življenjsko zgodovino, evolucijo za 38 različnih tipov raka. Nekako različne vidike, čim bolj nekako sestaviti nekakšne vzorce, ki bi nam več povedali o tem, kako skozi čas posamezne vrste raka napredujejo. In to bi seveda prispevalo nekako k razumevanju procesa transformacije nekega tkiva iz zdravega tkiva v tkivo, ki je v bistvu rakasto. In nekako mogoče pokazala priložnosti za zgodnjo diagnozo. Zgodnja diagnoza pri raku pa je vedno ključnega pomena, tako za boljši potek bolezni, kot za razne zdravljenja. No, podatki celotnega genoma enega samega vzorca so kakor nekakšna zamrznjena slika procesa te somatske evolucije, tega procesa, ki sem ga opisala v uvodu. Predstavljajo neko točko v času, ko je bil vzorec odvzet. Ampak ta točka lahko z določenimi analizami pove marsikaj o časovnici dogodkov, ki so privedli do te točke. In v bistvu osnova te celotne raziskave je uvedba nekega molekulskega časa. In to temelji v bistvu na konceptu, da vsaka točkovna mutacija se najprej pojavi na enem kromosomu v eni celici.
In recimo, če pride do neke pridobitve kopije dela kromosoma, ali celega kromosoma, ki nosi to mutacijo, če pride do pridobitve potem, ko je mutacija že nastala, se potem mutacija nahaja na obeh kopijah. Če pa pride do pridobitve kopije prej, pa so katerekoli potem mutacije, ki nastanejo pozneje, nahajajo samo na eni kopiji. In s pomočjo nekako tega koncepta lahko ocenimo čas, pri katerem je šlo do te pridobitve kopije. In sicer uvedemo pojem relativnega molekulskega časa, in to je dejansko gledamo razmerje števila mutacij, ki so se zgodile pred dogodkom, in števila mutacij, ki so se zgodile po dogodku, oziroma ki so se zgodile v celotnem času. Se pravi, delimo vse, kar se je zgodilo prej, z vsemi in potem dobimo delež časa, ki je potekel do dogodka. Zavzema torej vrednosti med 0 in 1. Če bi se mutacije nabirale z neko konstantno hitrostjo, bi bil v bistvu to relativni čas glede na obdobje od nastanka zigote do odvzema vzorca tkiva. Ampak to načeloma sicer ni res, ampak več o tem bomo debatirali pozneje. Molekulski čas pa pač ne dela nobenih predpostavk o hitrosti, ampak je samo definiran, kot sem povedala. Zdaj, sami podatki, pridobljeni pri določenju zaporedja genoma, omogočajo nekako izračun števila izvodov posameznih mutacij in so tudi vključeni v PCOG, oziroma v te podatke, ki so bili izhodiščni. Zdaj, običajna človeška telesna celica smo rekli, da vsebuje po eno kopijo kromosoma po vsakem staršu in se med seboj gensko razlikujeta. V rakastih celicah pa srečamo različne situacije in zato štejemo število kopij. Z majhno črko M označimo število izvodov kromosoma, ki je manj zastopan. Z veliko številko M pa označimo število izvodov kromosoma, ki je bolj zastopan. Lahko sta enaki, ni nujno, da se razlikujeta. Normalna celica bi bila torej 1:1. Zdaj, tukaj imamo prikazane določene druge situacije. Torej, teli razcepi pomenijo delitev kromosoma. Recimo, to je situacija, kjer je en kromosom že izginil, po enem staršu je na nekem drugem mutacijskem dogodku, pač ga ni več. Drug je pa bil in potem se je, tukaj je recimo čas 0, in potem se je ob času T1 razdelil na 2. Prišlo je do pridobitve kopije in potem pač tale konec pa predstavlja čas 1. In ta čas T1 je čas, relativni molekulski čas, pri katerem se je zgodila pridobitev kopije. Potem imamo te dva primera, recimo jemali M0, torej je eden izmed kromosomov izginil, te dva primera imata M je 1, torej je pač ta drug kromosom je tam, ampak nima nobenih nekih pridobitev kopij. Potem pri levih dveh primerih imamo na temu, ki eno pridobitev kopije, na desnih dveh primerih imamo pa 2 zaporedni pridobitve kopije, torej nas zanimata 2 časa. Potem tukaj na desni imamo pa še čisto primer, ki je veliki M enak 4, torej pomeni, da pride do 3 pridobitev kopij. Tukaj pa se pa pojavi težava, ker niti ne znamo enotno rekonstruirati, kaj se je zgodilo. Ali se je zadnja pridobitev kopije zgodila v bistvu na neki kopiji, ki je bila že v bistvu se vsakič ista, oziroma ali se je najprej pridobila ena kopija in potem se je vsaka izmed teh kopij pridobila še eno. In v tem primeru je stvar bolj težavna. Ampak zdaj si poglejmo ta najbolj osnovni primer.
imamo od časa nič do časa T, je obdobje, v katerem bojo v bistvu vse mutacije, ki nastanejo, se bojo pojavile na 2 kopijah. V času od T1 do 1 imamo pa obdobje, ko bojo vse mutacije nastane na eni kopiji, ampak imamo 2 kopiji, na katerih nastanejo. N1 predstavlja število mutacij, ki se pojavijo samo v enem izvodu, N2 pa število mutacij, ki se pojavijo v 2 izvodih. In tale čas bo prispeval k temu, te 2 časa bosta prispevala k 1. No, in potem nekako molekulski čas je v bistvu ustreza temu, da bi bil čas mutacije konstanten. Torej, bo število mutacij N2 enako neki konstantni hitrosti K krat čas, ki je na voljo. In potem N1 bo enak konstanti K krat čas, ki je na voljo, krat 2, ker imamo 2 kromosoma. In potem malo obračamo in na koncu dobimo izraz, ki nam izračuna ta molekulski čas tega dogodka pridobitve kopije. Gre za v bistvu relativno enostaven izračun. In podobno lahko potem naredimo, če je zraven še en izvod drugega kromosoma, pač tukaj se ves čas nabirajo mutacije, ki bojo zastopane samo enkrat, tukaj se doda K, tukaj pri izračunu se v bistvu na koncu spremeni samo konstanta. Poglejmo pa še primer, ko se v bistvu zgodita dve pridobitvi kopije kromosoma zapored. Zdaj imamo dele, ki v bistvu pripomorejo k številu mutacij, ki se pojavijo samo na enem izvodu, del, ki v bistvu pripomore k številu mutacijam, ki se pojavijo v 2 izvodih, in del, ki pripomore k številu mutacijam, ki se pojavijo v 3 izvodih. In spet na podoben način se izračun zares ni važen. Skratka, dobimo spet neke dokaj enostavne formule za izračun obeh časov dogodkov. Podobno bi bilo potem za situacijo, kjer je potem še en zraven. Zdaj pa vidimo, zakaj tudi v tem primeru ML4 se bo vse izračuni razlikovali glede na to, kjer od teh scenarijev bi bil. Ker recimo čas, obdobje, ki prispevajo k N1, tukaj so ta in ta. Tukaj so pa precej daljša, ne. Tako da v bistvu prišlo bi do drugih enačb in na koncu do drugega rezultata. To je v bistvu del projekta, na katerem sem jaz večinoma delala. V bistvu sem se največ ukvarjala s primeri, kjer pride do 2 pridobitev kromosomov, se pravi s temi primeri. In zato sem za ta del mogoče se mu malo bolj posvetila. Zdaj pa sami rezultati tega dela raziskave, teh analiz. Zdaj ta slika je malo velika, kako jo beremo. Na vrhu imamo vse različne kromosome človeškega genoma. Tukaj so navedeni različne vrste rakov na levi strani. Na imamo v bistvu zelena barva, ki predstavlja zelo zgodno čas dogodka, relativen vijolična, močna vijolična pa predstavlja zelo pozen čas dogodka, relativen, ki smo ga izračunali. In te velikost pike predstavlja delež populacije tega raka, ki je v bistvu pridobil kopijo določenega kromosoma. Na koncu imamo pa še v bistvu deleže, kdaj se na splošno pojavljajo ti dogodki pri posameznem raku. Kar izstopa, so recimo teli vrste raka so urejeni nekako od teh, kjer so dogodki najbolj zgodnji, do teh, kjer so dogodki najbolj pozni. Vidimo v bistvu recimo pri večini rakov imamo precej veliko zgodnjih dogodkov in precej veliko poznih dogodkov.
Kar v bistvu pomeni, da je ta obdobje nestabilnosti genoma precej široko. Imamo pa nekaj izjem, namreč tukaj na koncu imamo tile, ki so precej vijolični, kar pomeni, da se večina dogodkov zgodi precej pozno. In tukaj gre recimo za raka na pljučih, kožnega raka in papilarnega ledvičnega raka. In za njih so značilni precej pozni dogodki. Po drugi strani imamo pa vrsti možganskega raka, glioblastoma in meduloblastoma, kjer se pa te stvari zgodijo že res zelo zgodaj. Pri glioblastomi izstopajo še pridobitve kopij 7., 19. in 20. kromosoma in kar več kot 90% pacientov ima pridobitev enega izmed teh 3 dogodkov, ki se pa konsistentno dogajajo v prvih 10% življenja do takrat, ko je postavljena v bistvu diagnoza in odvzet bris. In predvsem tale trisomija 7, kjer v bistvu dobijo dodatni kromosom številko 7, se tipično res zgodi še prej, v prvih 5% življenja in pri praktično vseh pacientih. Podobno je tudi pri meduloblastomi in kromosomu 17. Druga stvar, ki je pa zanimiva, je, da se pridobitve kopij kromosomov pogosto dogajajo v istem času. To je mogoče pričakovano v primerih, kot je tale, ko vidimo, da se je v tem trenutku prišlo do podvojitve v bistvu celotnega genoma, kar je precej pogost pojav v rakastih tkivih. Ampak to je v bistvu velja tudi, kadar se nekako podvojijo samo nekaj delov, ki niso neki velik procent genoma in tudi niso strukturno povezani. Glede na to, da večina primerov ima samo eno pridobitev kopije, oziroma kjer pa pride do sekundarnih pridobitev, se to vedno zgodi z zamikom, se nekako predvideva, da gre napako pri delitvi celice v anafazi, ko se v bistvu genomski material nekako razporedi, preden se razdeli v celice, in da se pri tisti razdelitvi materiala nekako pride do določenih napak. Zdaj bom pa malo manj podrobno opisala še nadaljevanje raziskave, ki nekako se nadgrajuje en del na drugega. Torej, zdaj, ko smo razdelili nekako glede na te dogodke pridobitve kopij, lahko točkovne mutacije razdelimo po obdobjih. Se pravi, imamo zigoto, nabiranje mutacije, tukaj je prvi skupni prednik v celic raka, potem se zgodi še neke dodatne mutacije, še na klonsko razširitev in imamo še neko podpopulacijo celic. In mutacije, ki se pojavijo na več kot 2 kopijah celice, so se zgodile pred nekimi pridobitvami kopij in jih označimo za zgodnje klonske. Tiste, ki se pojavijo samo na eni kopiji, so se lahko zgodile po pridobitvi kopije, recimo v tem primeru, vedno. Tako da, kadar ni zraven še enega kromosoma, vemo, da gre za pozno klonsko, kadar je še en kromosom, pa ne vemo, ali se je zgodilo v bistvu tukaj, ali se je zgodilo lahko samo na drugem kromosomu, pa že kar zgodaj, tako da označimo samo za klonsko. Kjer pa je v bistvu mutacija prisotna v povprečju v manj kot enem izvodu v celici, pa gre za subklonsko mutacijo, ki je samo v deležu tumorja prisotna. In zdaj, ko tako klasificiramo mutacije, lahko pogledamo, kako pa so porazdeljene gonilne mutacije glede na navadno porazdelitev vseh mutacij. In se izkaže, da so nekoliko bolj zgodnje, in sicer zgodnje klonskih 29% proti 22% v splošni populaciji. Predvsem je pa zanimivo, recimo, da
Za 50% nekih teh gonilnih mutacij, ki se zgodijo v posameznem obdobju, za zgodnjeklonski lahko pokrijemo 50% teh mutacij samo na 9 različnih genih, medtem pozneje pa zato potrebujemo kar 35 različnih genov, kar pomeni, da so zgodnji dogodki v evoluciji raka precej bolj omejeni na neko skupino pogostih gonilnih sprememb, medtem ko so poznejši precej bolj raznoliki. Glede na te klasifikacije v prejšnji točki, se je dalo določiti relativni vrstni red gonilnih mutacij. In sicer ni nobenih podatkov o vrstnem redu, ampak kadar je ena gonilna mutacija klasificirana kot zgodnjeklonska, druga pa poznoklonska, vemo, da se je ena zgodila pred drugo. In potem se nekako pogleda vse te kombinacije parov in se pogleda, v kolikih primerih je ena pred drugo, v kolikih primerih je druga pred prvo. Zdaj, primeri, kjer se ne da določiti, kjer je prej, kjer so enako kategorizirane, pač niso tako pomembni. In potem se nekako z verjetnostnimi metodami da zbrati nekako takole porazdelitev, časovni vrstni red, katera gonilna mutacija se zgodi prej in katera pozneje. In nek najbolj verjeten vrstni red. In za mnoge vrste raka vrstni red teh gonilnih dogodkov še v bistvu pred to raziskavo ni bil nikoli podrobno določen. Še ena stvar, ki se je dalo pogledati, so spremembe mutacijskih podpisov. In sicer mutacije genoma raka izhajajo iz različnih procesov, zunanjih in notranjih poškodb DNK, napak pri pisovanju in v bistvu vsak proces za sabo pušča specifične spektre mutacij, nekakšne mutacijske podpise. Recimo, določen podpis ima mutacije, ki jih povzroča UV svetloba, določen podpis imajo mutacije, ki jih povzroča kajenje. In gre za neke vzorci specifičnih sprememb, recimo gvanin se spremeni v citozin, take stvari. In v bistvu da se narediti neko ločevalno analizo podpisov, in ko to naredimo recimo samo v mutacijah, ki so zgodnjeklonske, in potem samo v mutacijah, ki so poznoklonske, se pri v bistvu večini podpisov kažejo razlike, ne vedno neko konsistentna smer pri posameznem raku, ampak na katerih primerih pa so določeni trendi. Recimo zunanji mutageni, kot so kajenje pri raku na pljučih oziroma UV svetloba pri kožnem raku, to je primer tega pacienta, ki je na sliki. V teh primerih se recimo te mutageni precej bolj aktivni podpisi v zgodnjih fazah razvoja in nekako povzročijo, da se to začne dogajati. Potem pa, ko so že neke druge poškodbe, se pa seveda dogajajo tudi drugačne mutacije in tam podpis ni tako izraziven. Recimo tukaj vidimo tale podpis UV zelo močen, potem pa se res zelo znatno zmanjša delež vpliva. Je tudi tak podpis SBS12, za katerega akter v bistvu še ni poznan, prisoten je pa večinoma v rakih na jetrih. Nekateri podpisi pa grejo obratno, se pravi, se sčasoma ojačajo, recimo podpisi okvarjenega mehanizma za popravljanje napak na DNK, recimo v primerih, ko se črki, ki sta v bistvu na komplementarnih stranih DNK, ne ujemata. In ko je ta mehanizem pokvarjen, spet pušča za sabo določen podpis. In to je logično, ker v poznejših stopnjah raka se je že nabralo več mutacij in je bolj verjetno, da se je prišlo do okvare tega mehanizma in da je ta podpis prisoten. Zdaj pa zadnja najbolj v bistvu ambiciozna del te študije je pa umestitev teh dogodkov v realni čas. Ker do zdaj smo govorili o tem relativnem molekulskem času. Če bi bila mutacijska hitrost konstantna, bi ga pač samo pomnožili s starostjo pacienta in bi dobili, to je bilo toliko let nazaj, to je bilo 2 meseca nazaj. Ampak
mutacijska hitrost ni konstantna. Nekaj težav rešimo, če uporabljamo mutacijski podpis, kjer se C pred G-jem spremeni v T pred G-jem na zaporedju DNK, ker je bil v bistvu v preteklosti že predlagan kot molekularna ura, ker ima precej konstantno hitrost, ampak je dodatna analiza vseeno pokazala, da je v raku še vedno povečanje te hitrosti tega podpisa za atom nekje 1 do 10-krat v rakastih tkivih. In zaradi tega so potem bile izvedene modeli, analize modelov, v bistvu, ki vzamejo različne predpostavijo različne vrednosti te hitrosti potem v rakastem tkivu, od 1 do 10, in v bistvu to predstavljajo zdaj različne vrednosti, se pravi v obeh grafih tukaj je največje vrednosti so, če je pač ta povečanje hitrosti najmanjše, če je pa hitrost povečana za zelo veliko, so pa te nižje vrednosti. Skratka, kar vidimo na sliki, so v bistvu prvi graf prikazuje ocene časa med podvojitvijo genoma in zadnjo spremembo, ki je bila pred diagnozo. Drugi primer pa predstavlja oceno časa pred zadnjim skupnim prednikom rakastega genoma in spet zadnja sprememba pred diagnozo. In v bistvu, kar skoči v oči tukaj, da ne glede na to spremembo hitrost, v vsakem primeru vidimo, da se določene spremembe v bistvu že zgodijo leta pred diagnozo, oziroma v nekaterih primerih, recimo posebej izstopa tale adenokarcinoma v jajčnikih, v vsakem primeru že 10 let pred diagnozo, potencialno do skoraj 40 let pred diagnozo. Skratka, desetletja preden je diagnoza postavljena. Potem tudi ta v bistvu vse celice raka, vzborna celica raka je pa tudi v bistvu sicer malo pozneje, ampak tudi lahko že leta oziroma do desetletje pred diagnozo. In zdaj končni rezultat vse te raziskave, pač glavni dosežek in tudi nekako povzetek vsega, o čemer sem danes govorila, so časovnice. In te časovnice v bistvu so bile izdelane za vsako posamezno vrsto raka. Najprej so bile pač določene te pridobitve kromosomskih kopij, te gonilne mutacije, kam spadajo, katere so v katerem obdobju, kateri podpisi mutacijski so močno izraženi v katerem obdobju, in potem nekako imamo za vsak rak navedene tiste, ki so res aktivni in se tiste stvari, ki se odvijajo v zgodnji klonskem obdobju, tiste, ki nimajo nekega stalnega vzorca oziroma ne variirajo, so navedene tukaj, in potem tiste, ki so bolj pozne, se navajajo tukaj, tiste, ki se pa dogaja res pozno, torej že v podpopulaciji raka, pa na koncu. Tu so spet različne vrste stvari, ki sem jih omenjala. Potem imamo pa tukaj spodaj še neko časovno oceno, kdaj se to dogaja. Recimo, tale pika nekako označuje oceno za zadnjega skupnega prednika, tale pika pa nekako čas podvojitve genoma. In vidimo, recimo, imamo različne skale časa, kdaj se to zgodi. In nekako to predstavlja neko informacijo, kako se določen rak razvija v nekem tipičnem razvoju. In v bistvu paciente ob diagnozi pogosto zanima, koliko časa je rak že prisoten, in ta raziskava daje nek vpogled v razvoj tumorja v živem organizmu. In tudi kaže, da do prvih gonilnih sprememb pride že leta in celo desetletja pred diagnozo, kar nekako vpliva v upanje, da bi bilo problematične spremembe pa možno zaznati že preden dosežejo res svoj polni potencial. Okay.
To bi bilo v bistvu z moje strani zaenkrat vse. Hvala za pozornost. Hvala ASEF-u in Centru za mlade Domžale za organizacijo. Že na tej točki bi vas povabila na naslednje predavanje, ki ga bo imela Urška Matjašec na temo, kako si razlagati odločitve modelov nevronskih mrež v medicini. In sicer bo potekalo 18. junija 2020 ob 19. uri. Hvala za pozornost. Zdaj bi pa šli kar k vprašanjem. Prvo vprašanje je, kaj nam pove konstantna pri računanju molekulskega časa in če je vedno enaka ne glede na okoliščine. V bistvu, konstanta je nek približek hitrosti, ker molekulski čas je nekako enak temu, kot da bi predpostavljali, da je hitrost mutacije konstanta. In zato pri računanju se nekako poslužujemo konstantne. Ampak molekulski čas ni realni čas. In zato je ta konstanta ne podaja nobene neke realne hitrosti. V bistvu sploh ne rabimo za noben podatek, samo uporabljamo jo za izračun. Hvala Marko za čestitke, za objavo. Magistrsko delo napreduje, sicer se noče samo pisati, ampak upam, da se bo zgodilo v kratkem. Je pa v bistvu z čist drugega področja, ker gre za teoretično matematiko. Še nekdo pa želi, da še enkrat pojasnim, kako pridemo do realnega časa. Samo da se vrnemo v predstavitev. Se pravi, v bistvu pri realnem času je nekako gre za v bistvu tisto, zelo naivna verzija bi bila množenje molekulskega časa z tem starostjo pacienta, ampak ker podatki v bistvu so pokazali, da v raku, problem je, ker v raku vedno nekako pride do nekih pospešenih nabiranja mutacij, ker nekako se neki mehanizmi mutirajo in se okvarjajo in potem se nekako mutacije znajo pospešeno nabirati. In tudi ta tudi tukaj se je uporabil nek točni mutacijski podpis, ki je manj dovzeten za spremembe, ki je načeloma zelo konstanten, ampak tudi ta se nekako pohitri. In v bistvu tukaj gre za neko projekcijo s kompenzacijo, da se je nekako ta hitrost mutiranja pospešila pozneje in potem so nekako ti časi zamaknjeni in korigirani proti v bistvu zmanjšani, ker so se ta količina mutacij na koncu nabrala hitreje, kot bi se sicer. Upam, da je približno razumljivo, nisem pa šla prav v tehnične detajle. Še eno vprašanje je, ko pride do prvih gonilnih mutacij že leta pred diagnozo, ali je nujno, da pride do razvoja raka? To je zelo dobro vprašanje. Včasih je meja med procesom normalnega staranja in meja med procesom normalnega staranja in pa v bistvu razvojem raka precej tanka. Zdaj ponavadi do raka pripelje, to mislim, da je delala ena druga raziskava v sklopu tega projekta, mislim, da so rekli, da nekako 4 do 5 gonilnih mutacij pripelje v povprečju do raka. Torej, ena sama gonilna mutacija ne bo nujno pripeljala do rakastega tkiva, ampak proces evolucije, v procesu evolucije bo pa mogoče prišlo do nadaljnih mutacij, ki bojo pripeljale do razvoja raka. V bistvu to so vprašanja, ki nas res zanimajo.
kdaj je res pot res pripeljajo do točke, da nujno recimo pride do raka. To so odgovori, ki jih na tej točki še nimamo. Ampak upamo, da bomo nekoč lahko to še bolj razumeli in boljše zdravili in prepoznavali in vse, kar sledi. Okay. To so vsa vprašanja. Ali bo sploh možno kdaj detektirati zgodnje spremembe, saj bi mogli zaznati mutacije v zgolj nekaj celicah v celotnem organizmu? Ja, to je problem. Mogoče je bolj stvar, da bi znali zaznavati recimo tiste zgodnje gonilne mutacije, ne tiste pozne, ki so že res invazivne. Seveda pa ja, vprašanje zaznavanja je vedno, kdaj je smiselno, kdaj je kurativa smiselna, kdaj je cenovno smiselno, kdaj je verjetnost, da se to razvije dovolj smiselna, da se temu, da se tak delež sredstev nameni zaznavanju tega. So zelo kompleksna v bistvu vprašanja, na katere še nimamo odgovorov. Katere teme me raziskovalno zanimajo v prihodnosti? Jaz sem nekako tak poseben miks z formalno izobrazbo, tako na področju biologije kot računalništva in matematike, in nekako me najbolj zanima področja, kjer moje delo ni laboratorijsko, kjer delam neke podatkovne analize, ampak so te res motivirane nekim odkritjem na biološkem področju in nekako združujejo oboje in me tudi recimo potem zanima in motivira ta vprašanja povezana z medicino in z biološkimi vedami. Najlepša hvala za pozornost. Zdaj pa predajam besedo Tanji. Hvala, da ste se nam pridružili na tem prijetnem večeru in hvala, Lara, za tako zanimivo predavanje in Mladinskem centru Domžale za soorganizacijo. V naslednjem predavanju, ki bo pa 18. junija ob 19. uri, pa nam bo Urška Matjašec na poljuden način predstavila, kako si razlagati odločitve modelov nevronskih mrež v medicini. Za konec pa naj vas še prosim, da izpolnite anketo, ki jo boste dobili po predavanju na mail. Hvala in lep večer še naprej.